mir, ljubezen, zdravje, živijo, kako ste? Tole smo ujel zadnjič na enem YouTubeu, kako se ena fino predstavlja. No, jaz sem bolj sproščen, manj naučen, stresam z rokava, danes sem kratke rokave. Govoril bo pa tako eno kvantno temo, mogoče me bo malo težko razumeti. Namreč, razni psihostrokovnjaki so kar precej že povedali o tej korona krizi, psihičnih procesih, ki zaznamujejo človeka, pa tudi družbo zaradi psihe posameznika, se tudi družba zaznamuje z to, rekel, šrotom psihičnim, ne, tudi družba postane kontaminirana, so to patologijo, ki ven useka v teh kriznih korona časih ali pa karanteni, to kolesarjenje, naprimer, demoni se tam zvirajo po tleh, neki umetniki pred tistim kulturnim ministrstvom. No, jaz bi pa danes poskušal par stvari razložiti, kaj se bo zgodilo po eni strani otrokom čez 10, 20, celo mogoče 30 let na račun te krize. Pa tudi tole bom omenil, ne? Naši simbolni procesi. In to ni retorična fraza. Simbolni procesi pomeni, da naše nezavedno in premore neko realno realnost. Ta je bistvena, ne? Primarni proces je govoril Freud, ne? Realno je pa po Lacanu. Tisto, kar je bistveno za našo psiho oziroma za naše ravnanje, svobodne volje nimamo, ne? Nas determinira nezavedno. Bistveni so psihični procesi, ki potekajo na simbolni ravni. Mi moramo to budnost prebrati tako kot sanje, da bi vedeli, zakaj se v resnici nekaj nam dogaja. Zdaj, kako to brati kot sanje? Sanje vemo, da so simbolne, če hočemo razumeti, jih moramo dešifrirati. Latentno strukturo sanj, da bi vedeli, kaj sploh sanjamo. Ne? Po tej isti logiki, gol ni gol, je simbol vagine, zvezda, ne, je simbol vagine, tukaj mi zamirijo, vse tudi črni panter je ena navadna črna mačka, včasih ni bilo depilacije in pa so se tale gor devali, ne, tisto neobrito vagino. Realno, ki je simbolno, ki je nezavedno, se je zdaj v teh kriznih časih začelo spreminjati. Ne? In zdaj smo v nekem knockdownu. Karantena pomeni, da smo bili zdaj cel cajt doma. 2 meseca ali pa še več. Ždeli doma. Simbolni procesi so se spremenili. Naš dom je postal tisti neki materin objem, zavetišče, milje, družinski, ki smo ga kot otroci nekoč zapopadli, pa nam je bilo prijetno živeti doma. Ne, tisti zapečkari, ki smo radi doma, ne, v teh korona časih nismo nič te karantene občutali. Nekateri so imeli pa probleme biti skozi doma, ker so bili neki vandrovčki, skozi so neko mamo iskali. Meni je mama zmer domov prišla in se čakam, kdaj bo prišla in mi je prijetno doma. Ampak zdaj so se pa nekateri ustalili doma in jim je dom zapasal. Ne? Prijetno jim je. Zakaj že? Zato, ker so simbolni procesi se transformirali. Postalo jim je prijetno zato, ker je nezavedno začelo prepoznavati obdobje, ko je bil otrok varno ob mamici, doma, v družinskem miljeju in je bilo fino. In zdaj nam je fino v karanteni doma, ne? Ok, malo gremo ven, tisti, ki imamo bajto, smo posebej varni oziroma se znajdemo, nekter biti zaprt za 4 stenami, pa ni tako fajn, ne? So se pa hitro naveličali. Ampak gre za to, da morate razumeti, da nekaterim so se simbolni procesi transformirali. Tudi ta mati narava je dobila simbolno zastopstvo tiste neke matere, ne, ko si bil ti bolan, ne, pa se je pa tista mama, ki je sicer delala kariero, mogoče pa začela malo več ukvarjati s tabo, ne, zdaj pa ta bolezen tam nekje je, potem gremo pa ven v naravo, ne, to je pa balzam za dušo, ne, ker je naše nezavedno prepoznalo pa to naravo kot simbol mame, ne, ali pa tudi simbol razpuščenosti, svobode. To imajo pa te anarhisti radi, oziroma imajo problem biti zaprt. Te so pa bili svoj čas zelo razpuščeni in vso uživanje so doživljali izven doma, bolj razpuščeni tam na dvorišču. Tale služba je na katerim bila, kaj vem,
v veselje svoj čas. Zdaj so pa nehali, 2 meseca jih ni bilo v službi, recimo, kaj vem. Nekatere službe pač niso bile dostopne, so bili ljudje doma. In ta služba ima pa simbolno zastopstvo nekega vrtca ali pa lokacije, kjer so se kot otroci varovali pri neki varuški. Naše nezavedno zdaj to prepoznava, da služba, ni več vrtca. In pa začneš uživati doma, ne več v vrtcu, ali pa pogrešaš službo, ker ima služba neko libidinalno investicijo v prijetno lokacijo, kar vrtec recimo nekoč je bil. Libidinalna investicija to pomeni po Freudu, da naše misli, tudi tiste malo bolj čustveno obarvane, rabijo bencin, energijo. Libido je ta energija. Za čustvene procese se mora ogromno energije vliti v te naše čustvene procese, miselne procese. In Freud je o tem govoril, v tem kontekstu, o libidinalni ekonomiji, izraz je pa Besetzung. Tisti v Trbolah, vemo, imamo malo nemških izrazov, imam zabesecan urnik. Zabesecan pomeni popolnoma zapolnjen, zaseden urnik. Prvi Freudovi prevajalci v Sloveniji so govorili o zasedbi. Besetzung so prevajali o zasedba. Jaz sem govoril o energetenju psihičnih procesov. Branko Gradišnik, vem, da so se pogovarjali, je rekel, jaz pa bom to prevajal v nabitost z energijo, z libidom. Angleški teli prevajalci so Freuda prevajali, tudi sam Freud je uporabljal izraz na koncu, ki je bil v Londonu, kateksis. To je pa starogrški izraz, ki je pomenil okupacijo. Kaj vem, nekega vojaška okupacija nekega ozemlja. Jaz govorim, da se neka misel o energeteno nagomili v nekih miselnih procesih, ki imajo status čustva. No in ta vrtec ima simbolno nasledstvo tako v tej službi in zdaj, ker ni bilo službe, je ta dom zadobil to simbolno zastopstvo materinega objema, zavetišča, ljubezni, ni pa to ravno maternica, dom ni maternica. Maternica je pa tista postelja, v kateri se zvečer uležemo, pa tam zaspimo ko hrčki, zviti, pokriti v maternico, ko fetus smo. Naše nezavedno to prepoznava in nam je prijetno zvečer se uležiti. To so te, rekel, kvantne teorije, ki jih psihologi, psihiatri ne bodo to razumeli. Teoretski psihoanalitiki mogoče malce bolj. Zdaj bom pa prišel na te otroke. Moja teza je, da ti otroci, ki so zdaj vpeti bili v karanteno, vesta družinski kaos, ki je nastal zaradi karantene, ko so se ljudje kregali, starši kregali med sabo, otroke pa to gledal. Skratka, čez 10, 20, mogoče celo 30 let se bo tem otrokom, ki so danes stali, rekel, od 3 do 10, 12 let, se bo to obdobje 2-3 mesecev ugraviralo v nezavedni spomin, v potlačitve, na tak način, da se jim lahko aktivirajo te potlačitve ob primernih sprožilcih v dobi odraslosti. Kar naenkrat jim bo začel pasati, v enem obdobju, pri 30-40 letih, da bi bili kar doma. Ker mogoče v tem domu bilo pa zdaj pa prijetno, ker končno so se zapopadli kot družina, prej so bili pa odtujeni, zdaj ima pa mamico, očita, vedno so skupaj, se igrajo. In to, da bi nekomu čez 20-30 let zapasalo, da bi bil skozi doma, odkje mi to? Točno iz teh časov, iz korona karantene. Zdaj, tisti otroci, ki bodo deležni, ki so bili deležni kregarije med staršema, da so to gledali, bodo čez desetletje, 2 ali več, začeli v enih obdobjih mogoče črteti svoje partnerje, ker je, na primer, deklica videla svojega fotra, kako vpije na svojo mamo, na njeno mamo, recimo. Če je deklica, vidi svojega očeta, kaj dela z mamico. Jeza na očeta se bo sprožila v obliki jeza na moža, v enem obdobju, ko bodo mogoče preveč skupaj, bo grdo vreme, pa bojo 3 dni doma in žen se bo mešal in bo besnela nad svojim možem, ampak natančno zato, ker je kot deklica bila deležna agresije svojega očeta nad njeno mamo.
Ne, to se zna zgoditi. Ali pa deček, ne vem, mamica belska na očija, skozi mu živce pije oči, ker tam se skriva. In sinček zameri svoji mamici, ker je v tej karanteni pila kri svojemu možu. In ta deček zna v enem obdobju, ko bojo preveč skupaj, čez 10, 20, 30 let, svojo ženo, to ženo črteti. Vse bo narobe s to ženo. Ne. On je črtel v korona karanteni svojo mamo, ki je najedala fotra. In nezavedni spomin, torej skozi potlačitev, to prepozna. Čez 10, 20, 30 let. Tako da ta korona kriza, ta karantena, je v vsakem primeru na nek način zaznamovala mnoge otroke. Nekatere ne, nekatere bolj. Skratka, to obdobje, te krize se bo vračalo tako rekoč vsem tem mladim rodovom od 3 do 10-12 let, čez 10-20-30 let. To je bil moj današnji point. Ne vem, ali ste ga razumeli ali ne. Jaz bi rekel, sem dal nevljudno vse od sebe. Nisem hotel biti osladen, udaren, zdaj pa probite tole razumeti. Če ne, pa kaj vprašajte. Čau.